Magistrica pravnih znanosti s pravne fakultete, Martina Kos je bila večino časa zaposlena na Univerzi v Ljubljani kot asistentka in višja predavateljica za civilno in gospodarsko pravo ter transportno in pomorsko pravo. Ker je človekoljub, pa so jo bolj pritegnile človekove pravice in svoboščine, za katere se je bila vedno pripravljena aktivno boriti. Tako je tudi prišla do CISP. Že nekaj let je del njenega zasebnega življenja tudi joga in jogijska filozofija, se zagovarja prepričanje, da je treba živeti pravilno, moralno in etično, ter s tem biti zgled drugim. Nenazadnje je tudi mati 2 otrok, ki jima želi biti s svojimi dejanji vzor, z aktivnim delovanjem v družbi pa želi pripomoči, da bo prihodnost vseh naših zanamcev bolj svetla, človeška, v sozvočju z naravo in nami samimi. Govorka nam bo podala pogled na človekove pravice in svoboščine v današnjem času. Aplavz. Lepo pozdravljeni. Danes ne bi govorila o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, pa se mi zdi, da je to ena taka besedna zveza, ki jo v zadnje čase pogosto slišimo. Tako da se mi zdi kar malček že skoraj kot ena zguljena fraza in govorimo, kako imamo v naši ustavi zapisane te človekove pravice in svoboščine pa v raznih mednarodnih konvencijah. Ampak pravzaprav, a sploh živijo te pravice in svoboščine, če jih mi ne udejanjamo, če jih mi ne živimo aktivno. Mogoče se premalo zavedamo, da so te pravice in svoboščine zares udejanjanje samo, kadar se mi za njih borimo, jih vsak dan živimo in če ne so samo v bistvu mrtva črka na papirju. To so pravzaprav pravice, ki nam grejo od samega trenutka, ko se rodimo kot svobodni ljudje. Etika, morala, pravičnost, svoboda. Vse to je človeku neodtujljivo. In če se sami za te stvari ne bomo borili, se ne bo nihče. Seveda je tudi primarna naloga neke družbene ureditve, države, da poskrbi, da se te pravice in svoboščine ljudi spoštujejo, da so udejanjanje. Ampak, na žalost, ni vedno tako in kot vidimo, živimo v nekih posebnih časih. Nekaj, kar je bilo še do včeraj morda samoumevno, danes ni več. Dogaja se, da lahko neka bolezen privede do tega, da nam zaradi nje vzamejo tisto, kar je bilo še do včeraj samoumevno. Nam vzamejo tiste temeljne pravice in svoboščine, ki nam pripadajo. Vsi vemo, da bolezni obstajajo, vedno so obstajale in bile del človeštva. To je dejstvo, ki se ga ne da spremeniti. Vprašanje je samo, ali gre za bolezen, za katero se bomo pripravljeni odpovedati določenim pravicam in svoboščinam, ali pa gre za neko bolezen, ki se jo zlorablja, zato da se nam odvzamejo pravice in svoboščine. V pravu je zelo pomembno načelo sorazmernosti in tudi to načelo bi se moralo v teh časih dosledno upoštevati. Vedno se mora na področju pravic in svoboščin, kadar se jih omejuje, upoštevati, da so te ukrepi, ki jih omejujejo, nujni, primerni, ustrezni in sorazmerni, torej da niso prekomerni. In verjamem, da bi se vsi strinjali, da te ukrepi, ki jih doživljamo že več kot leto dni, niso prekomerni, če bi ta bolezen res bila tista najhujša, ena izmed najhujših, ko njihova smrtnost od 50 do 100%. Tudi take bolezni poznamo in tu bi se strinjali, da so ukrepi ustrezni. Ampak po več kot letu dni je zdaj že jasno in je stroka dokazala, da ima ta bolezen pravzaprav manj kot 1% oziroma celo 0,15% smrtnosti. In zagotovo te ukrepi, ki jih doživljamo, niso sorazmerni s to boleznijo.
Torej, nahajamo se v času, v zahodni, moderni, pravimo civilizirani družbi in državi nenazadnje, kjer se dogaja, da nam naša lastna oblast, naši lastni izvoljeni predstavniki teptajo in zanikajo naše pravice in svoboščine, namesto da bi jih ščitili. Jaz pravim, da jim tega ne smemo več dovoliti. In zato se v bistvu obračam tukaj predvsem na vas. Kolega Jure pred mano se je obrnil na razne organe in inštitucije, kar je tudi zelo pomembno. Ampak ne smemo pozabiti, da smo tu mi, ljudje, živi, svobodni ljudje, ki moramo ravno tako biti aktivni. Nastopil je čas, ko moramo sami ponovno začeti aktivno braniti naše pravice in svoboščine, ker očitno brez tega ne bo šlo. Naši predniki, naši rojaki so se desetletja in stoletja nazaj borili, da smo danes mi tukaj lahko svobodno živeli na tej naši zemlji, v tej naši deželi. Prelivali so kri za našo svobodo. In ne dovolimo si, da nam jo zdaj tako na hitro odvzamejo. Kajti jaz se čutim, da v tej državi nisem več svobodna. Se vi počutite svobodni? Torej, moramo biti bolj aktivni, moramo stopiti skupaj. Ko govorim aktivni, ne govorim, da bi s kakšnim nasiljem in grobostjo to dosegli, ampak z vsakodnevnimi dejanji, z vsakodnevnimi majhnimi koraki. Naj ne bo izgovor, saj je samo enkrat, saj samo zdaj bom dal gor masko, saj je samo za 14 dni, saj je samo ena palčka v nos. Vsakič moramo biti dosledni in reči, ne, jaz tega ne dopustim. Ne dovolimo, dihajmo svobodno. Ne dovolimo, da nam, zdravim ljudem, odvzemajo biološki materiali in nas testirajo. Zakaj, če smo zdravi? Komu moramo dokazovati to, da smo zdravi? In ne dovolimo, da nas obtožujo, da mi, zdravi ljudje, ogrožamo zdravja in življenje drugih ljudi. Ne dovolimo, da naši otroci vsak dan več ur v šoli nosijo maske. In ne dovolimo, da en takšen svet postane normala. Svet, v katerem ne vidijo obrazov svojih prijateljev, svojih sošolcev, svojih učiteljev, svojih sosedov, ne vidijo ne obrazov, ne nasmehov. Ne dovolimo, da naši otroci to doživijo in ponotranijo in da to postane njihova realnost. Če se bo postavil za to samo 1, 2, 3, ne bo dovolj. To bodo pogumni posamezniki, ki pa žal ne bodo prinesli spremembe. Potrebno je, da res stopimo skupaj, da res množično, številčno rečemo ne. Samo v slogi je moč. In moč ljudi, skupina ljudi lahko to doseže. Moje današnje sporočilo je torej to, da res poskušamo biti vsak dan, na vsakem trenutku, vse, kar počnemo, ko gremo v službo, ko gremo v trgovino, ko gremo po otroka v šolo, ko otroka pošljemo v šolo, da smo res aktivni državljani, ki zagovarjamo in stojimo za svojimi pravicami in svoboščinami in ne dovolimo, da nam jih teptajo. Če mi, naša generacija, ne bomo tega storili danes, v kakšnem svetu bodo naši otroci živeli jutri? In za konec, samo še en stavek. Raje umrem svobodna, kot živim v suženjstvu.